zaužitje enega povprečno velikega korena na dan zniža tvoje možnosti za razvoj raka na prostati za polovico. Nimaš dosti časa ali potrpljenja? Tukaj je nekaj praktičnih in visoko učinkovitih prehranskih nasvetov v le enem ali dveh stavkih. Prvi, v nasprotju s tem, kar so nam od nekdaj govorili, je ekstra deviško olivno olje. Poleg tega, da je eno od najbolj zdravih olj, tudi eno od najbolj odpornih na vročino. To pomeni, da je najboljša izbira za cvrtje. Drugič, pokovka vsebuje dosti več zdravih polifenolov kot večina zelenjave, zaradi česar je prava, zdrava hrana. Moškim pa da tudi boljše erekcije. Tretjič, za krvavo Mary z vsemi svojimi paradižnikovimi hranili je najbolj zdrava alkoholna pijača Manhattan. Narejena je iz viskija, vermuta in grenčice angostura, ki so vsi bogati z eksotičnimi rastlinskimi polifenoli. Četrtič, jemanje le enega otroškega aspirina na dan lahko pomaga zmanjševati telesno maščobo, odganja bolezni srca in se bori proti kožnemu raku in raku na črevesju. Petič, trmasto črevesje, popij pol litra vode takoj, ko se zbudiš. To sproži tako imenovani gastrokolični refleks, ki signalizira prebavnemu traktu, da porabi rešilne čolne in začne z evakuacijo. Šestič, znižaj kalorije v porciji riža za do 50% z dodajanjem čajne žličke kokosovega olja v vodo, v kateri kuhaš riž. Nato daj kuhani riž v hladilnik za 12 ur, pogrej in postrezi. Sedmič, dodaj 2 do 3 grame kakava k svoji kavi, da okrepiš njene učinke na povišanje kognicije in znižaš učinke, ki povzročajo tesnobo. Osmič, zaužitje enega povprečno velikega korena na dan zniža tvoje možnosti za razvoj raka na prostati za polovico. Devetič, ne trudi se z odstranjevanjem kože s piščanca. Koža na povprečno velikih piščančjih prsih doda le približno 50 kalorij in okoli 55% le-teh je mononenasičenih. Saj veš, kot v olivnem olju. Desetič, jej jajca brez zadržkov. Raziskava, ki je potekala v več državah in je imela 177.000 udeležencev, ni odkrila nobene povezave med prehranskim holesterolom, krvnimi lipidi in boleznimi srca in ožilja na splošno. Raziskava je temeljila na zaužitju enega jajca na dan, kar pa je vseeno zelo oddaljeno od prejšnjih priporočil le enega jajca na teden. 11. Najboljša prehrambena navada, ki se lahko naučiš, je, da odložiš svoje vilice po vsakem grižljaju. Takšno počasno jedenje dovoli, da se sprožijo hormoni za uravnavanje lakote, tako da se hitreje počutiš nasiteno. Dovoli tudi, da se ohranja inzulinska občutljivost in da so hranila dostavljena v mišice, namesto da so naložena kot maščoba. 12. Zmrznjeno sadje in zelenjava je pogosto boljše kot sveže. Beleži le minimalno izgubo večine hranil, tudi če je zmrznjeno do 90 dni. V nekaterih primerih pa zamrzovanje naredi določene polifenole še boljše dostopne. 13. Si naveličan zelenjave, kuhane na parih, ali zelenjave, pripravljene v mikrovalovni pečici. Mirno in brez občutka krivde jo lahko tudi popražiš, zato ker cvrtje poveča dosegljivost njenih polifenolov v nasprotju s kuhanjem, ki znižuje polifenole v njej. Lahko uporabiš olivno olje, ker tudi to vsebuje polifenole. 14. Ne želiš uporabljati statinov, zdravil za zmanjševanje holesterola v krvi. Razmisli o jemanju niacina. Znižuje LDL holesterol, povišuje HDL holesterol in je ena od redkih stvari, ki znižuje lipoprotein A, katerega visoki nivoji lahko potrojijo riziko
za zgodnji srčni napad. In še 15. Pozabi na jogurt in raje popij kefir. Ta rahlo slana, rahlo fermentirana pijača vsebuje med 10 do 34 sevov bakterij, v primerjavi z navadnimi jogurtovimi 2 do 7 sevi. Nekatere raziskave pa tudi kažejo, da je za bakterije v kefirju bolj verjetno, da se za stalno naselijo v tvojem črevesju.